Lep pozdrav, dragi gledalke in gledalci v oddaji Županova ura. V občini Mirna Peč je že vse pripravljeno za občinsko praznovanje, zato je v naš studio prišel župan občine Mirna Peč, Andrej Kastelic. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam v studiju in vsem gledalcem. Gospod župan, za začetek morda, kakšno je bilo leto za vami, kakšno je bilo za vas, za vašo občino? No, lansko leto in pa že tudi kar 2 leti smo zelo aktivni tudi na investicijah. Zavedamo se, da moramo določene infrastrukturne projekte tudi narediti. Smo uspeli tudi na nekaj razpisih in tako da je naš proračun res bil investicijsko naravnan, tudi sredstva, ki smo jih namenili, so tako v predlogih proračunov kot v samih proračunih krepko preko 50% sredstev gre za investicije. Seveda se trudimo, da dobimo tudi lastne vire, kajti investicije, ki jih dobimo, oziroma razpise, ki jih dobimo, so sofinancirane do določenega procenta, kar je za male občine sedaj kar velik zalogaj. Svoj čas smo imeli tudi do 80-85%, zdaj pa so njihove investicije nekje do 50%, ostala sredstva moramo zbrati sami, tako da je tu kar izziv za občinsko upravo, predvsem za tisti vodilne na občinski upravi, da nekako vire zagotovimo in omogočimo, da investicije kolikor toliko normalno tečejo. Zelo pestro je bilo znova na cestnem področju za vas. Kakšen glavni projekt izpostavite? No, zdaj projekt, mislim, da je tisti, ki je bil kar bistveno večje vrednosti, je tisti, ki ga je izpeljala direkcija za ceste, to je rondo na Poljanah. Predvsem z vidika, kar je pa za občino zelo pomembno, je, da so naši občani dobili varno in normalno vključevanje na bivšo H1, bivšo avtocesto, tako naši občani, kot tudi občani sosednje občine Mokrovnik, Trebelno. Tako da je tukaj res bila narejena večja investicija s strani direkcije. Seveda smo mi tu priključili za priključno cesto od Poljan proti Hrastju. Za nas je pa na cestnem področju bil eden lanskih, ki ga pripravljamo že nekaj časa, to je cesta po dolini, ki smo jo v enem odseku tudi opravili in pa tudi nekaj manjših preplastitev smo naredili, tako da smo na cestnem področju opravili nekaj, vendar nas čaka še kar bodočnosti, še kar velik zalogaj. Mogoče še se vrniva na Poljane. Kako zdaj teče tam promet, kako je vse skupaj urejeno, ste zadovoljni? Tako je, zelo smo zadovoljni in teče promet nemoteno, varno in tudi občani na tem delu so izredno zadovoljni. Mi imamo sicer en dolg še nekaj 100 metrov ceste, da preasfaltiramo, tudi z lokalno cesto speljemo skupaj, tako da bo ta potem še bolj lepo urejeno. Je pa tu, predvsem, kot sem že dejal, iz vidika varnosti bilo zelo veliko narejenega. Kakšno je bilo vaše sodelovanje z direkcijo za infrastrukturo? Moram reči, da je bilo sodelovanje ob sami izgradnji dobro, tudi tako nadzor kot vodenje projekta, ki so ga peljali, smo bili kar velikokrat na koordinaciji, tako da so nas poslušali za našimi željami, zahtevami. Vemo, da projekt je nekaj, življenje, koga pa nekako upneš v realnost, je pa kar precej drugače in mislim, da so imeli vedno posluh, da smo lahko svoje sugestije oziroma tisto, kar smo želeli, da je tudi za nas, pa tudi za varnost dobro narejeno, prisluhnili. In mislim, da je bilo sodelovanje kar na dobri nivoji, smo ga tudi skupaj odprli in tudi neko tako zakusko oziroma zaključek naredili, tako da smo bili vsi zadovoljni na koncu. Omenili ste že cesto po dolini, gre za zajeten projekt, prav tako, kaj ne? To je ena od pomembnih cest iz Mirne Peči proti Novemu mestu, predvsem za ta del proti Adriji in pa proti Straži. Se tukaj kar veliko ljudi giblje in ob jutranjih konicah, pa potem popoldne je tu kar kolona avtomobilov in ta cesta je dokaj ozka in pa tudi nevarna za srečevanje, kajti po tej cesti se tudi veliko giblje, tako kolesarjev, kot tudi tisti, ki peš hodijo in mislim, da je nujno potrebno in že kar nekaj časa smo pripravili projekt, sedaj pa smo pristopili k prvi fazi in sicer na tisti odsek, ki je najbolj potrebno oziroma za varnost najbolj potreben, to je skozi Malensko vas.
Smo pa istočasno, ko smo začeli to graditi, še se odločili, da bomo umestili tudi kanalizacijo in smo skozi samo vas, zato se je malo tudi zavleklo, ob času gradnje umestili tudi kanalizacijo za samo vas in pa tudi možnost za priključevanje naprej še ostalih 3 vasi, tako da ta projekt imamo še za pripraviti. Tako da bomo potem istočasno omogočili tudi priključevanje vseh teh ostalih vasi na čistilno napravo v Mirni Peči, ki jo sedaj tudi dograjujemo in na ta način celotno infrastrukturo zgradili. Po sami vasi smo tudi izgradili javno razsvetljavo, da je tako in pločnik, tako da je res varno tudi iz vidika otrok, ki ko hodijo na avtobus, tudi avtobusno postajališče bo obeleženo. Mislim, da je ta del lepo narejen, cesta je pa narejena tako, da istočasno omogoča tudi normalno varno vožnjo kolesarjev oziroma pešcev, kajti kar kakšna mamica za svojim vozičkom se sprehaja po tej cesti po dolini. V koliko fazah bi lahko bila urejena? Jaz računam, da bomo v 3 fazah, sicer smo 4 faze predvideli, verjamem, da bomo nekako v 3 fazah zaključili, tako da sedaj v jeseni takoj nadaljujemo naprej in pa tudi še drugo leto, po moje bi lahko, če bodo razmere koliko to normalne, pripeljali to do te faze, da bo ta del po dolini rešen. Čaka nas pa še naprej mogoče določene kompromise oziroma izboljšave v samem vasi Vrhovo, kjer čez vas gremo z tem tranzitom, pa mogoče tudi proti Prečeški cesti bi bila verjetno potrebna tudi še kakšna manjša razširitev, da bi promet lahko bolj varno in pa tudi normalno stekel. Oktobra lani ste sprejeli tudi občinsko celostno prometno strategijo. Kateri so glavni poudarki? Ja, to je bila kar, sicer je sofinancirala država, ampak je zelo pomemben projekt, kajti s tem projektom smo nekako vključili vse tiste akterje od občanov, društev, da smo nekako pridobili vse želje, interese, kaj ljudje potrebujejo v našem okolju. Prišli smo do kar pomembnih izhodišč, ki so potrebna, nekatera že izvajamo, druga smo poskušali te zadeve tudi rangirati, ki je bolj potrebno, ki je manj potrebno. Predvsem je veliko potreb še, da se naredi na tej cestni infrastrukturi s poudarkom na kolesarkah in pa tudi pešpoteh. Tukaj so ljudje izrazili tista svoje mnenja oziroma pričakovanja, ki se jim zdijo zelo potrebna, kajti gibanje je tudi za same občane izredno pomembno, da ne hodimo samo z avtomobilom ali se peljemo s kolesom ali gremo pa tudi peš. Tako da so neke dobre, kvalitetne osnove za bodoče umeščanje samih projektov v proračun oziroma tudi se javiti na razpise, ki jih bo Stupan država tudi v tej smeri nam poskušala oziroma odobriti, kajti mi rabimo še kar veliko stvari na cestni infrastrukturi in pa kanalizaciji. Seveda rabimo tudi zeleno infrastrukturo, ampak to je tista, ki bi lahko malo pozneje prišla. Mi rabimo še osnovne stvari v teh manjših občinah, kar v večini narediti. Poglejva na vodovodno področje, lepo ste pokriti na tem delu, povejte, kaj se dogaja, kaj imate že za postoriti? Tako na vodovodnem področju smo tudi, če gledam za leta nazaj, kar preko 30% investicij peljali, kar zajetna sredstva in zgradili smo v letu 2019-2020 Suhokranjski vodovod zaključili. To je bila neka osnovna infrastruktura oziroma primarna infrastruktura, ki je zagotavljala samo kvaliteto vodovodnega sistema v celotni občini. Lahko rečem, da imamo z tem projektom, pa sedaj, ki ga še nadaljujemo, bomo tam blizu 80-90% obnovili, zgradili na novo oziroma obnovili staro infrastrukturo in tudi na komunalje nam priznajo, da smo ena od redkih občin, ki imamo to infrastrukturo v večini obnovljeno. En del nas čaka še z projektom, ki ga sedaj peljemo in smo se prijavili na razpis za hidravlične izboljšave vodovodnega sistema nad 10 000, kajti vključili smo še
smo kot vodilna občina za Mirno Peč, Žužemberk in pa Dolenjske Toplice in na ta način računamo, da bomo s tem projektom, ki je težak nekaj preko 7,5 milijonov, zagotovili tako pri nas, večina gre pri nas in pa v Žužemberku, Dolenjske Toplice nekoliko manj, zagotovili res zdravo pitno vodo do tistih občanov, ki vode še nimajo oziroma izboljšali izgube, in to je tisti del, zadnji del našega starega vodovoda po Vodolski dolini, ki ga bomo zamenjali na ta način, res izgube zmanjšali na minimum in na ta način bo tudi cena vode lahko bistveno cenejša. S tem projektom bo potem dobila občina Žužemberk kar zajeten del tudi na planoti Ajdoški, kjer do vsej vodovoda niso imeli, tako da bodo tudi ostale občine nekako prišle do tiste zdrave pitne vode, ki je res neka ustavna pravica vseh državljanov Slovenije. Zelo aktivno urejate tudi kanalizacijski sistem. Kaj se tam dogaja? No, moram poudariti to, da pri nas imamo 3 čistilne naprave, kanalizacija pa je zgrajena nekaj več kot 50%, tako da nas čaka tukaj intenzivno umeščanje samih teh kanalizacij, vendar osnova je, da imamo dovolj veliko čistilno napravo, ker smo sedaj pristopili k razširitvi aglomeracije, ki pa nas čakajo, kot sem že dejal, gre po dolini, po tej cesti po dolini, bomo kompletno infrastrukturo naredili in potem priključili še ostale vasi. Smo se pa odločili, da na tistih področjih, kjer bi bila ta izgradnja kanalizacije zelo draga, poskušamo ljudi spodbuditi preko malih čistilnih naprav in tudi razpise pripravljamo in jim sofinanciramo nekje do polovice vrednosti čistilne naprave, tudi subvencije damo, tako da bi res poskušali, da se čim bolj tudi podeželje vključi v to, tisto, ki je oddaljeno, in na ta način nekako zavarujemo to naše okolje, ki ima svoje meje tudi. Nedavno ste končali z nadgradnjo čistilne naprave. Za kakšno naložbo gre? To gre kar za veliko naložbo in sicer fazno. V prvi fazi bomo in ob občinskem prazniku prodajamo tudi svojemu namenu čistilno napravo do 2000 enot. To pomeni, da smo jo za 1000 enot povečali. Sedaj smo imeli do 1000 enot in to bomo dali v funkcijo in na ta način omogočili, da bomo lahko priključili še tiste kanalizacijsko mreže, ki ni zgrajeno, in pa tudi dodatne stanovanjske cone, ki se v sami Mirni Peči gradijo in bomo lahko omogočili normalen priključek. Seveda želimo čistilno napravo povečati tudi za potrebe gospodarstva. Tu nas čaka pa druga faza plus 4000 enot, ki jo bomo gradili takoj v nadaljevanju, vendar s tem prvo fazo smo res omogočili, da je zastarela tehnologija se zamenjala in pa tudi, da bomo lahko tudi dolgoročno iz malih čistilnih naprav blato vozili v samo Mirno Peč in bo tudi ta strošek lahko se bo ta strošek pocenil. Gre pa za velike finančne zalogaje, kaj ne? Tako prva in druga faza. Prva faza zaključujemo sedaj okrog 2,2 milijona. In sicer smo uspeli iz naslova okrevanja tudi pridobiti določene vire. Odobrenih je bilo nekaj okrog 900 000 evrov. Mislim, da bomo glede na upravičene in neupravičene stroške pridobili tam nekaj okrog 800 000 evrov, kar pomemben zalogaj. Je pa res to, da je tisto, kar sem že poudaril kar nekajkrat, da je zagotavljanje lastnih virov več kot polovica ali pa polovica kar zajeten zalogaj tudi za našo občino. Seveda mi vire pridno izkoriščamo, ki jih dobimo tudi od cone pa še kje druge, tako da bomo uspešno zadevo zaključili. Naslednja faza, sicer druga faza, ne bo tako visokega ranga, kajti potrebno, mi smo v tej prvi fazi gradili inštalacije, kar se tiče strojne za potrebe tudi za širitev, bo potrebno samo zgraditi bazen in mislim, da bomo to v kratkem času pridobili tudi gradbeno dovoljenje in v jesenskem delu že pristopili k izgradnji, kajti industrija, predvsem eno podjetje, nujno pričakuje to, kar mora sedaj svoje vode voziti precej daleč stran in je tudi strošek velik in na ta način bi tudi njim pocenili njihovo delovanje in jim omogočili normalno širitev, ki jo tudi predvidevajo. Ste zelo zanimiva občina za mlade družine zaradi vaše lege in vsega skupaj, kako urejate. Kakšno je stanje v šoli, v vrtcu?
Za mlade se trudimo, seveda želimo, da so mladi tudi v Mirni Peči in tudi sama statistika nekako kaže, da smo ena od tistih občin, ki je mlada občina. Ta delež do 15 let oziroma nad 65, ta struktura imamo bolj ugodno do 15, tako da smo kar mlada občina in tudi samo to tako čutimo tudi v zapolnjenju osnovni šoli in pa vrtcu. Šola je tam preko 380 otrok v šoli, tako da zgradili smo odprli 2012, se pridno polni. Vrtec je presegel že tisto, kar smo takrat planirali in imamo tudi v stari osnovni šoli še 4 oddelke. Lahko rečem, da od takrat mislim, da je bilo okrog 80 otrok, zdaj jih imamo preko 200-220. Zaenkrat še zagotavljamo vsem otrokom možnost vpisa v vrtce, tako da nihče ne ostane zunaj tudi med letom. Poskušamo to, ampak v bodočnosti, v bližnji prihodnosti, če bo sama priseljevanje, tako kot se kaže in se pridno tudi te cone polnijo, bomo prisiljeni k novi širitvi. Tako ali verjetno bo šlo v smeri novega vrtca, pa tiste prostore, ki jih sedaj koriste vrtec, se bojo koristili, tako je bila tudi projektirana šola. Imamo pa dejansko razmišljanje, naprej razmišljamo tudi na občini, imamo rezervirana, sicer niso še v lasti, projektno pa rezervirana za širitev šole, zraven osnovne šole okrog 3 hektarjev, tako da bo možno umestiti tako samostojni vrtec, kot je že tudi planirano dolgoročno, bi tam bilo potrebno umestiti samostojen športni park za samo osnovno šolo. Tega v centru, ki smo ga zgradili, bi pa bil predvsem namenjen občanom in pa raznim klubom. V kakšnem času bi se to lahko zgodilo, te naložbe v šolstvo? Ja, jaz predvidevam, 5 do 10 letih bo potrebno intenzivno razmišljati, predvsem v smislu polnjenja vrtca. Če bo vrtec, bo potem čez par let pride tudi v šolo. Otroci pridejo. Omenili ste športni park, aprila ste ga slovesno odprli. Za kakšno pridobitev gre? To gre za eno zelo velikih pridobitev, predvsem pa investicijo, ki jo nismo v proračunih nekako predvidevali, vendar prikazala se je prilika. Tukaj moram poudariti, da je Ministrstvo za gospodarstvo in šport bilo tukaj res aktivno in hvala ministrstvu in ministru tudi, da so te projekte odprli in mi smo imeli star projekt že pripravljen, že za 80 leta za obnovitev in smo tega s pridom izkoristili, kaj če časovnica je bila zelo kratka, da smo ta projekt še malo dodelali z projektantsko hišo in se javili na razpis in bili tudi uspešni v prvi fazi. Nad 500 tisoč evrov pa smo pridobili 250 tisoč evrov, vendar sama investicija je pokazala, da je potrebno, če ćemo v parku urediti tako, kot je potrebno, še nekaj dodati in smo se javili še na drugi razpis in mislim, da sklep smo že pridobili, tako da sredstva pa verjetno bomo še pozneje, da smo pridobili 600 tisoč evrov, kajti celoten projekt samega športnega parka je z DDV-jem prišel blizu milijona. Smo pa res pridobili zelo veliko, predvsem tako za občane, za mlade, za starejše. Starejši imajo petanke noter, mladi iz vrtca, zraven vrtca lahko igrajo, kajti tam je proga na 300 metrov, 120 za hitre discipline, skok v daljino, met krogle, skok v višino, sodobno nogometno igrišče za rokomet in pa odbojko na mivki. Pa tudi igrala so za otroke in pa tudi fitness. Tako da je res za vse generacije skoraj prilagojena in tudi sam, ko se peljem, vidimo tako zjutraj žal, starejši igrajo petanko, mlajši otroci z vrtca se igrajo, pozneje zvečer v večernih urah, pa kar veliko tekačev pridno koristi to tekaško stezo in tudi šola je že imela svojo prireditev regijsko in mislim, da marsikateri klub že sprašuje po kakšnem treningu, tako da uspeli smo tudi na ta način, da bomo mlade vzpodbudili, smo preko šole izvedli razpis za našim znanim tekačem Mitjo Krevsom, da je organiziral dve atletske skupine in javilo se je preko 80 otrok, tako da pridno 2krat na teden trenirajo na ta način. Če bomo kaj naredili, bomo za te otroke, da bojo na mesto za računalnikom tukaj na našem športnem parku.
Nekaj dogodkov ste že omenili, kaj morda še načrtujete za vsebino v tem športnem parku? Zdaj, vsebine so predvsem pridno koriščenje. Prvič, osnovna šola Toneta Pavčka za vse njihove aktivnosti, pa tudi za kakšne tekmovanja. Potem naša društva ga tudi pridno koristijo za svoje treninge. Razmišljamo pa tudi in javili se je kar nekaj klubov, ki bi tudi izven naše občine imajo svoje klube in trenirajo tam pa tudi naši otroci, predvsem nogomet, pa tudi, da bi mogoče omogočili tudi njim kakšne treninge in bi se na ta način otroci lahko vozili bližje, oziroma lahko se dogodi tudi, da bomo kakšen klub tudi, se bo tudi v Mirnem Peču ustanovil in bo to imel dobre pogoje za samo udejstvovanje. Gospod župan, hvala lepa za enkrat. Oddajo Županova ura pa nadaljujemo z županovo gostjo. V studiu se nam je pridružila županova gostja Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Nekako tradicionalno vas župan povabi k nam kot gostjo. Posvetili se bomo gospodarstvu. Najprej, najpomembnejša za vas je gospodarska cona ob avtocesti Krasna Lega. Kaj se je spremenilo mogoče v tem letu? Ja, zelo intenzivno delamo na razvoju gospodarske cone v Mirni Peči. Trenutno smo v fazi pridobivanja 2 integralnih gradbenih dovoljenj za cirka vsega skupaj 45 hektarjev površin. To je kar velik zalogaj. Imamo srečo, da so res investitorji oziroma lastniki zemljišč tako prodorni, da v sodelovanju z občino Mirna Peč peljejo te postopke integralnega gradbenega dovoljenja. Tako da računamo, da bodo nekateri postopki že speljani do konca leta, tako da lahko potem naslednje leto pričnemo intenzivno zgradnjo infrastrukture, izravnavo terena, še prej, da bo potem res gospodarska cona služila svojemu namenu v vsej svoji velikosti. Kako polno je zdaj, kako aktivno? Zelo aktivno, se pravi od skupnih površin, tankih končni 70-75 hektarjev stavbnih zemljišč, ki so namenjeni za samo industrijo, je trenutno pozidanih tam okrog 25 hektarjev ali pa v fazi razvoja že projektov, kar pomeni, da predvidevamo do sredine naslednjega leta tudi v celoti popolnjenih. Hkrati pa se že zelo intenzivno razvijajo projekti za vnaprej, takoj, ko bo pridobljeno integralno gradbeno dovoljenje najprej za jug gospodarske cone, to, kar se v nadaljevanju širi ob avtocesti, so že projekti zastavljeni za naprej in tudi na severu gospodarske cone, se pravi na drugo stran avtoceste. Zelo rekla, povpraševanje je veliko po naših površinah v sami coni, tega se tudi mi zavedamo in vsi postopki tečejo, kolikor se da, hitro in seveda po pravih regelcih. Gospod župan, verjetno ste zadovoljni, da razvoj gospodarske cone tako lepo poteka, teče, da imate možnost širitve? Seveda smo zadovoljni, je bilo pa kar veliko priprav in dela, da smo uspeli pripeljati do te faze. Predvsem se zavedamo tega, da jaz vedno poudarjam, da brez gospodarstva tudi ni kvalitetnega in dobrega razvoja lokalne skupnosti. In to so neki temelji, ki jih sedaj mi postavljamo, verjetno ne bodo vsi takoj zaživeli, vendar prave rezultati se že kažejo. Temelji bodo za bodoči razvoj lokalne skupnosti, tako v smislu določenih finančnih pridobitev, ki jih dobi občina, kar fiksne zneske od neke letno na nivoju NUSZ-ja in pa tudi od komunalnih prispevkov. Predvsem je pa pomembno delovna mesta, ki tukaj so ponujena našim občanom in tudi delovna mesta z visoko dodana vrednostjo oziroma visok kvaliteten kader in na ta način bomo omogočili, da bojo ljudje tisti, ki bi drugače morda odšli iz Mirne Peči ven, dobili delo doma oziroma nekateri z možnostjo sedaj reševanja stanovanjskih problemov se tudi vračajo iz Ljubljane ali kot drugod nazaj v Mirno Peč. In to je tisto, kar naš kraj potrebuje, da bodo ljudje ostali doma, da bomo imeli normalno prebivalstvo tukaj domače, tudi v dokaj velikem številu in seveda s tem tudi nove izzive. Mladi se bodo soočili tudi z tistimi izzivi, ki jih prinaša samo lokalna skupnost. Verjamem, da mogoče malo več interesa tudi mlajših. Moje želje predvsem je, da bi se v
lokalno politiko oziroma skupnost vključili tudi mladi, kajti izkušnje, ki sem jih pridobil, so pokazali to, da ni nujno, da si visok politik, predvsem, da greš, slediš razvoju in skrbiš za tisto, kar je za tiste ljudi potrebno, pa lahko funkcioniraš tudi v taki lokalni skupnosti. Gospa Klemenc Križan, kako je trenutno v gospodarski coni, koliko podjetij deluje, koliko bi jih lahko čez nekaj let morda? Trenutno je v naši gospodarski coni aktivnih 12 podjetij. Nekatera podjetja imajo tudi zakupljena nadaljevanju površine za razvoj, pripravljajo projekte, tako da to je relativno število. Pomembno je dejansko, kako širijo svojo proizvodnjo, svoje visokotehnološke zadeve. Mi računamo, ta podjetja, ki so sedaj v sami gospodarski coni, so res dober partner tudi tako na nivoju lokalne skupnosti, sodelujemo pri razvoju prostorskih dokumentov, pri sami gradnji komunalne infrastrukture v sami coni, ker vemo, da je to velik zalogaj vedno bil za občine, majhne občine, preko pogodbe o komunalnem opremljanju. Tako da za samo širitvijo gospodarske cone, ko bomo imeli pridobljena še 2 integralna gradbena dovoljenja, pa so seveda možnosti za razvoj še toliko večje, ker bo na razpolago dodatnih 45 hektarjev zemljišč. Tako da možnosti so. Infrastruktura, ki pa mora vzporedno teči, kar je to kar velik zalogaj za manjše občine, to pomeni, da moramo imeti komunalno in cestno infrastrukturo do same gospodarske cone pripravljene tako, da se lahko potem, ko pride določen gospodarstvenik, določeno podjetje, seveda, da ima vse pogoje za priključitev in delovanje svoje dejavnosti, ki jo planira v gospodarski coni. To je pa tisti malo težji korak, ki je prej gospod župan tudi povedal, da sledimo temu, da se prijavljamo na razpise, pripravljamo kvalitetne projekte, da je vsa infrastruktura, ko jo potrebujejo od čistilne naprav do cestne infrastrukture, vodovodnih sistemov, pripravljena tako, da zadošča kapacitetam, tako prebivalcem, seveda, ki so prvi, in stanovanjskim conam in že obstoječim naseljem, kot tudi gospodarski coni, ki se širi in raste. Gospod župan je že povedal, da vse skupaj prinese nova delovna mesta, nove potencialne občane, občine Mirna Peč. Sledite temu z urejanjem stanovanjskih con, kako napredujete na tem področju? Tako je. Mi smo od lanskega leta precej še šli v aktivnosti sprememb določenih prostorskih podrobnih načrtov. V tem času smo tudi komunalno opremili stanovanjsko cono nad postajo, pridobili tudi uporabno dovoljenje v začetku leta za kompletno infrastrukturo. To je stanovanjska cona, ki je komunalno opremljena, dobrih 6 hektarjev neto stanovanjskih površin. Zelo lepo se polni z novimi stanovanjskimi gradnjami, se pravi, mlade družine prihajajo in računamo, da bo v parih letih tudi v celoti poseljena. Sedaj gre postopek spremembe podrobnega prostorskega načrta, da določene anomalije tudi popravimo, da še bolj omogočimo nekako prihajajočim mladim lažjo gradnjo. Hkrati je v pripravah sprememba podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko cono Češanska Hosta. To je tudi kar velika stanovanjska cona, 8 hektarjev, še nekaj več stanovanjskih neto tlorisnih površin na parcelah. Je umeščena med zelo dobro infrastrukturo, kar pomeni neposredno povezavo na državno cesto v bližini šole, vrtca. Trenutno je že pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za gradnjo kompletne infrastrukture, verjetno pa še nekaj sprememb glede na potencialni interes in bližino same parcel, ki so zelo veliko zanimanje za gradnjo. Kakšna je vrednost urejanja komunalne infrastrukture? V takih stanovanjskih conah so vrednosti komunalne infrastrukture zelo velike. Če mi računamo stanovanjsko cono nad postajo, je bila vrednost čez 2,5 milijona, blizu 3 milijonov evrov za kompletno infrastrukturo. Pri vodovodnem sistemu smo dobili določen vir, bomo dobili povrnjen, ker gre za sredstva iz naslova razvoja regij. Tam so bili res tudi aktivni člani konzorcija v stanovanjski coni nad postajo, tako da smo za predplačili komunalnih prispevkov v višini slabih 800 tisoč evrov tudi že delno si lahko hitreje poplačali infrastrukturo, ki se je gradila, ostalo je z lastnih virov občine Mirna Peč. Sama stanovanjska Češanska Hosta je pa tudi ocenjena na slabe, mislim, da vsega skupaj 6 milijonov evrov, delno tudi čistilna naprava, gre na tako veliko stanovanjsko cono, bremeni stroške opremljanja, tako da to so veliki zalogaji, ki pa jih moramo prevaliti potem na komunalni prispevek na enoto urejanja.
Gospod župan, veliki zalogaji, kot je rekla direktorica, ampak vseeno to je naložba v prihodnost občine, kaj ne? Tako je, to je zelo velika naložba v prihodnost in če bomo to uspeli, pa mislim, da smo na dobri poti, kajti investitorji in pa tudi lastniki zemljišč so res tisti, s katerimi zelo dobro sodelujemo in najdemo vedno skupen jezik tako za prostorske akte, kot tudi potem za same vire financiranja z plačili komunalnega prispevka, kot je dejala tudi direktorica, kajti mi lastnih virov, da bi opremljali take cone, nimamo. Sicer smo od države v lanskem letu dobili neka sredstva, prva mislim nekaj 1,3 milijon, drugače je pa celotna cona bila opremljena z viri investitorjev. Mi pač moramo zagotavljati ostalo infrastrukturo, kot je čistilne naprave, potem vodovode, mislim, da smo na dobri poti, kajti vodovodni sistem imamo v zelo velikem procentu, preko 80%, sedaj z novim projektom bomo blizu 90 obnovljen, tako da bomo res lahko zagotavljali zdravo pitno vodo tudi in pa potrebe vse tiste, ki jih ima sama gospodarska cona in tudi čistilna naprava, ki bo povečana. Tako da so res tu dobre osnove, kajti nazaj povratno pa dobimo, kot se že dejal, določen finančni vir in pa tudi delovna mesta, ki so potrebna. Je pa potrebno poudariti, da mislim, ta cona je res dobro tudi to, da smo nekako uspeli v regijskem projektu umestiti v cono regijskega pomena, državnega pomena, kajti presega tiste površine, ki so potrebne za to in pa umeščene na zelo dobri lokaciji. Moram poudariti tudi to, da smo cono umestili ne na kmetijsko področje, nismo pozidali niti kvadrata kmetijskega zemljišča, to je na gozdno zemljišče, ki niso tako visoko donosna, tako da je tudi z tega vidika izredno dobro umeščena in tudi infrastruktura oziroma promet, ki je potreben za razvoj, se ne pelje preko samega centra Mirne Peči, ampak direktno na avtocesto. Naslednja faza oziroma izziv je tudi železniška infrastruktura. Mi smo aktivni tudi pri umeščanju železniške infrastrukture v prostor in bomo poskušali doseči tudi ta nek kompromis, da bi se, če ne potniki, pa tudi, vsaj potniki vozili tudi z vlakom lahko v to cono oziroma tudi možnost širitve samega nekega železniškega tira, če bo seveda gospodarstvo to želelo. Mi smo te razgovore že kar opravili, vendar gospodarstvo glede na hitrost oziroma na ažurnost železnice se pač zaenkrat ni ne vem kako odločila, da bi svoj transport vezalo samo na železnico. Vendar jaz mislim, da z bodočim razvojem, če bo res tako tekel, kot so neke obljube, bo se tudi gospodarstvo odločilo za to infrastrukturo in na ta način razbremenilo tudi našo avtocesto, predvsem pa potniki. Novi prebivalci in tudi seveda obstoječi že pa bodo kmalu imeli tudi novo obnovljeno središče kraja Mirne Peči, pripravljate, kaj ne? Tako je. Najprej seveda sedaj je postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Mi smo sedaj v fazi osnutka, razgrnjenega osnutka. Tudi vsi občani, ki bi želeli, ga lahko pogledajo na spletni strani občine Mirna Peč. Seveda, nekako poleg tega, da se pripravlja ta prostorski podrobni načrt, smo zelo v aktivni pripravi projektov rekonstrukcije in obnove ceste, trga Mirne Peči v smislu bolj prijaznega mobilnosti, predvsem prebivalcem, pešcem, kolesarjem, seveda pa ne smemo pozabiti niti prometa. Računamo na umirjen promet, potem pripravo nekje trga v sami Mirni Peči, namenjenega za manjše prireditve, tržnico, hkrati pa z prostorskim podrobnim načrtom umeščamo določene dejavnosti v sam center Mirne Peči, kaj se bo pa potem kot potreba pokazala, bo pa čas prinesel svoje. Kdaj bi lahko začeli uresničevati ta projekt, kdaj bi bil končan? Mi nekako planiramo, da bomo do konca letošnjega leta sam projekt priprave projektne dokumentacije pripravili. Računamo, da bomo se naslednje leto, tako v začetku leta, prijavili na razpis mobilnosti z 2 projektoma, cesta Vihre, ki jo tudi v celoti obnavljamo, tudi projekt sedaj nekako pripeljamo do konca, in cesto skozi center Mirne Peči. Tako da računamo na, seveda pogojeno je z evropskimi viri. Če pridobimo evropske vire, lahko začnemo projekt dosti hitro uresničevati. Gospod župan, verjetno se veselite prenovljenega središča? Seveda se veselimo, tudi predvsem pa želimo to, imeli smo že tudi razgrnitev, občani so tudi svoje ideje, želje povedali. Jaz bi predvsem poudaril to, da
bi razmišljali v tej smeri, da bi delali ureditev centra, ki je res potreben za same občane, racionalno, pa tudi finančno vzdržno. Ne. Seveda želje včasih so bistveno večje, kot pa je sama finančna vzdržnost občine. Jaz apeliram tudi na pobude, ki bodo prihajale, da tudi okrog tega razmišljamo, kajti taka občina, kot je naša, se mora temu primerno prilagoditi, ne, da delamo neke megalomanske projekte, potem pa ne moramo to dokončati, oziroma vprašanje, če lahko potem tisti služijo svojemu namenu, za kar so tudi narejeni. Tako da jaz verjamem, da bo prevladal razum, da bomo racionalno gradili v prvi fazi to cestno pa prometno infrastrukturo, ki je potrebna, pa površine, ki so potrebne za samo lokalno skupnost, ostale površine pa izkoristili tudi za kakšne druge namene, mogoče stanovanja ali starejše občane. V glavnem tukaj bi bilo potrebno res racionalno razmisliti, kajti zemljišča, ki jih imamo, jih je kar nekaj zemljišče v lasti občine, ki smo jih pridobili z nakupom, da smo predvsem v smislu tega, da bomo center naredili taki, ki bo prišel prav vsem občanom. Ne. In mislim, da je treba tukaj kar poudarjati, da bo treba zdrav razum pa zdravo pamet, da bomo to res tako naredili, kajti z napačnimi koraki lahko naredimo tudi take stvari, ki bi centru ne bile najboljše, oziroma tudi ne občanom. Ne. Gospa Klemenc Križan, kako vi pričakujete, se veselite te spremembe središča? Seveda, sej sama cestna infrastruktura skozi center Mirne Peči ni slaba, je pa res, da je prometna obremenjenost. Zato želimo s tem projektom nekako to prometno situacijo zmanjšati oziroma omogočiti bolj prijeten center za bivanje. Hkrati pa seveda v centru določene površine manjkajo, predvsem sedaj, ko smo pač namenili površine za našim objektom športni park, tam je bil včasih prireditveni prostor, ta prireditveni prostor sedaj manjka in bo tudi dobil mesto v samem centru Mirne Peči, tako da bo še bolj lahko se povezovali ljudje, vaščani, občani in pač, da bo center služil svojemu namenu. Sonja Klemenc Križan, hvala lepa, ker ste bili naša in županova gostja. Hvala lepa tudi vam. Hvala. Sledi pa drugi del pogovora z županom. Županovo uro nadaljujeva znova z županom občine Mirna Peč, Andrejem Kastelicom. Povejte, bliža se vaše osrednje praznovanje občinskega praznovanja. Kakšno bo letos? Letos bo 26. praznik občine Mirna Peč že, tako da praznovanje bo podobno, kakor svoje zadnje obdobje. V 3 dneh bomo res poskušali se čim več podružiti, pa tudi kakšno otvoritev narediti. Spremembo bo toliko, da bomo center dejavnosti prenesli iz športnega, pravzaprav iz igrišča, ki je sedaj športni park, v sam center Mirne Peči, da bodo osrednji dogodki se dogajali pod šotorom v centru Mirne Peči, zato bo za ta čas tudi promet skozi Mirno Peč malo omejen. Osrednji dogodek pa bo petkova slovesnost, podelili boste tudi občinska priznanja, kaj ne? Tako je. Začeli bomo že v petek z ekstempere, tako da slikarji prihajajo pridno v Mirno Peč, pa iščejo motive, to bo v jutranjih urah. Potem ob 10. bomo slavno otvorili povečanje čistilne naprave v Mirni Peči, ki je kar pomemben dogodek in pa tudi pomembna pridobitev. Seveda zvečer pa nas čaka slavnostna seja, na kateri bomo malo pogledali nazaj in pa tudi kratek pogled oziroma opravili tudi pogled za bodočnost, pa se zahvalili nekaterim občanom in pa tudi letos bomo prvič po dolgem času zopet podelili naziv častnega občana. Komu se boste zahvalili letos, kdo so nagrajenci? Nagrajenci so, s plaketo se bomo zahvalili dolgoletni predsednici Društva podeželskih žena Jelki Krivec, ki je res bila aktivna predsednica, bila je tudi kmetica leta in brez Društva podeželskih žena predstavitve v Mirni Peči skoraj ne moramo narediti. Sicer je ona svoje predsedovanje predala drugim, to je Neži Kreže, ki so v tandemu že dolgo sodeluje, tako da kakšnih bistvenih sprememb ne bo. Bo kvečjem pomeni še kakšne dodatne zanimive stvari bodo izvedene, tako da se njej bi radi ob tej priliki zahvalili za vse tisto, kar je dobrega naredila za samo občino. Kot župan bom podelil 2 priznanja, in sicer eno iz humanitarnega vidika in skupini Mirnopečanov, ki je ob lanskem letu
nudila prvo pomoč, tu so bili tudi udeleženi prvi posedovalci, dokler ni prišla ekipa prve pomoči, so človeku nudili tisto, kar je bilo potrebno, da so ga ohranili pri življenju. Tu so trije gasilci, pa še en Mirno Pečan in mislim, da bo ta tista prava gesta, ki so pokazali svojo nesebičnost in na ta način omogočili, da je človek normalno preživel. Bom pa še eno priznanje podelil tudi iz strani gospodarstva in sicer podjetju, ki je v Mirno Peč prišlo že kar pred nekaj časa, imelo tudi svoje zemljišča, sedaj pa pridno razvije svoje dejavnosti, to je Brinox in pa njegovemu lastniku, ki je tudi družbeno odgovoren, tako lepo sodeluje tudi z osnovno šolo, z gasilci. In predvsem pa je pomembno to, da je v Mirno Peč prepoznal kot eno pomembno lokacijo za svojo dejavnost in tudi pridno širijo to dejavnost v bodoči. Na ta način omogočijo delovno mesto tako našim občanom, kot tudi širši skupnosti in pa predvsem to njegov odnos družbeni odnos do okolja. Mislim, da je tisto, kar je prav, da si dobi tudi priznanje. Seveda, glavna zadeva pa bo podelitev častnega občana. Nekako smo prepoznali, da damo ta častni naziv našemu rojaku, ki sicer domuje v Novem mestu, to je škof monsignor dr. Andrej Soje. On je Mirno Pečan, res se skozi je rad vračal v Mirno Peč, tudi občani ga imajo kot zredno priljubljenega in seveda je prišlo kar veliko idej in želja, da bi mu podelili ta častni naslov. Imamo že kar nekaj častnih občanom, žal so vsi pokojni, Lojze Slak, Tone Pavček, potem je bil duhovnik Tone Pust in pa slikar Đoko Slak. Tako da je prav, da imamo tudi še po nekem času nekaj novega in smo veseli, da je to priznanje oziroma to, kar mu pa želimo podeliti, tudi sprejel in na ta način bomo ta občinski praznik res slavno obeležili. Povejte, kako vi doživljate ta čas, kaj vam pomeni? Ja, to veliko pomeni. Seveda tudi malo obveznosti, vendar imamo ekipo, ki za to skrbi, tako z občinske uprave in tudi društva se tukaj združijo in dejansko predpriprave so, ampak ko pa teče sam praznik, pa vse normalno steče in vesel sem, veliko takrat ljudi srečamo tako z same Mirne Peči, kot tudi od drugod, ki pridejo tako na pohod ali pa na kakšne druge prireditve, ki se bojo še dogajale v naslednjih dneh. Jaz mislim, da bo za vsakega občana in pa tudi tistega, ki bo želel v Mirno Peč priti, se nekaj našlo, nekaj dobrega. Veliko kulturnega utripa, za to pa tudi skrbi že 50 let kulturno društvo Mirna Peč. Decembra lani ste imeli to praznovanje, obeležje. Kako je bilo na slavju? Tako lepo je bilo. Društvo se postopoma prenavlja. Zdaj prihaja nova ekipa, nove ideje, nove želje. Jaz mislim, da bodo uspešni. Imamo pa tukaj kar v Mirni Peči kar nekaj teh kulturnikov, ki skupaj, in jaz verjamem, da bodo skupaj se združili pa naredili tisto, kar imajo oni na duši oziroma kar si želijo. Seveda na občini pa je tisto, kar je potrebno, da nekako zagrizemo v sam kulturni dom oziroma mesto, kjer bi se ti kulturniki lahko tudi res pokazali v pravi luči. In mislim, da ta ureditev centra Mirne Peči bo tista naloga tudi na občini, pa tudi skupaj z društvi, da pridemo do nekega kulturnega doma na neke lokacije, kjer bi lahko zgradili kulturni dom, kjer bi se lahko pokazali, kajti mislim, da je v Mirni Peči kar nekaj tistih, ki so tudi za kakšen oder zelo sposobni. Povejte, kako pomembna so kulturna društva, kako pomembna je kultura za takšne manjše skupnosti? Mislim, da kultura je izredno pomembna. Sami tudi mi vemo, da če samo gledamo naš muzej, tako Slaka kot Toneta Pavčka, da brez kulture, ki jo je naš Pavček tudi negoval, ni ohranjena roda, ni izobraževanja in predvsem kultura nameni predvsem tem mlajšim rodom tisto, kar mogoče v določenih trenutkih pozabljamo. Da je treba tudi kaj prečitati, tudi kulturno se nastopati, udejstvovati, ne samo preko sredstev sodobnega obveščanja izkoriščati tisto, kar bi želeli. Tako da seveda ta sredstva so tudi zelo pomembna za medsebojno komunikacijo in hitrejša komunikacija teče, vendar včasih je treba tudi fizično kot ljudje, da se pojavimo, pa se na nek kulturen, pameten način pogovorimo. Omenili ste muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, lepo živi. Kako ste zadovoljni?
Sedaj, ko smo v lanskem letu umestili še Toneta Pavčka, je seveda obisk še večji, strukturno malo drugačni, kajti v Pavčkov muzej prihaja tudi veliko mladih in to je tisto, kar sem že velikokrat poudaril, da pri postavitvi Pavčkovega muzeja, če smo kaj naredili, smo naredili za mlade, da bodo videli, da je kultura tudi v pisanju, v recitiranju in res bom še enkrat, mogoče se že velikokrat poudaril, da me res malo žalosti, da takrat nismo nikakor uspeli prepričati ministrico za kulturo, da je ta muzej tudi kulturni muzej za kulturo in pričakovali smo ne velika, ampak vsaj neke manjše podpore oziroma vira, ampak žal nismo uspeli. Nič ni, seveda imamo še malo ideje za zunanje ureditev, kar bi radi uredili, bomo še poskušali, mogoče bomo sedaj koga prepričali, da bi lahko kakšne vire pridobili in ta muzej naredili v zaključni fazi tak, kot ga potrebujemo oziroma kot ga želimo dati tudi svojim bodočim rodovom. Septembra lani ste obeležili tudi 10 let Pavčkovega doma v Šentjurju, lep jubilej. Kaj pomeni ta dom za vašo skupnost? Ja, to dom je tista neka osnova, kjer smo prve ideje zbrali za obeležje Pavčka in tudi družina Pavčega je takrat zelo lepo sprejela, pa predvsem tudi sami občani Šentjurja. Tako da to je tista osnovna in tudi ostaja, ne bomo selili, pustili smo zadeve tam, ga dali v upravljanje društvu podeželskih žena, kjer imajo noter tudi svoje dejavnosti, lahko odvijajo in se udeležuje, delajo razne srečanja, delavnice in tako da ta dom res živi za kulturo tudi naprej. Omenili ste Društvo podeželskih žena, letos so pripravili že 10. ocenjevanje, državno ocenjevanje in razstavo štrukljev, še ena obletnica, pa znova impresivna razstava, kaj ne? Tako je, tukaj so res, kot sem že parkrat poudaril, ta društvo je pridno. Seveda imamo v Mirni Peči tudi drugo, ki so zelo pridno, ampak te so kar aktivne, tako da ob letošnjem prazniku bomo zopet gostili državne kmečke igre, kajti v lanskem letu so zmagale že na državnem tekmovanju, v mojem mandatu že 3-krat, tako da smo že 3-krat mogli, tisti, ki zmaga, mora tudi organizirati in verjamem, da bodo pripravile take igre, ki bodo res tako iz stališča kmetijstva, kot pa iz stališča predvsem prijaznega, oziroma tudi nekaj bo verjetno tudi hudomušno, tako da bo sicer same vsebine nihče ne ve, to bodo izvedeli šele takrat v samem tekmovanju in v nedeljo bomo tudi te igre doživeli. Če se vrnemo malo še k štrukljem, takrat januarja so jih ocenili kar 70, kar nekaj jih je doseglo vse možne točke, kvaliteta in mojstrstvo kuharjev, kaj bi rekli? To sigurno raste in vsak, ki pride, se zelo potrudi in res lahko na teh štrukljih srečamo razne okuse. Inovativnost tukaj skoraj ne pozna meja. Prenašajo pa znanje podeželske žene tudi na mlajše, sodelovale so tudi skupine iz vrtca. Tako je, tudi skupine iz vrtca so pripravile svoje štruklje in na ta način popestrile te dogodke in tisti vrtčevski otroci, takrat, ko so pač sodelovali te društvo podeželskih žena, so bili zelo inovativni in bilo jih res zanimivo gledati, kako pripravljajo te štruklje in verjetno bodo tudi doma staršem, kjerkrat jih zatežili, da morajo tudi to narediti, kar bo dobro. Čebelice so del Društva podeželskih žena, ljudske pevke, pojejo že 25 let. Pripravile se tudi srečanje ljudskih pevcev in godcev. Kako je, ko zapojejo čebelice? Seveda, to je ena od lepih prireditev in tudi takrat je prostor, kjer pač oni to organizirajo, vedno poln, kajti povabijo tudi tiste, s katerimi dobro se deluje. To so ljudski pevci, ki pridejo iz cele regije, pa še tudi odkot drugot, kajti tudi one grejo poleg doma na prireditvah, pridno se deluje tudi kje druge in tudi izven naših meja hodijo in Slovenijo predstavljajo tudi daleč izven Slovenije. Omenili ste tudi že kulturno društvo Četrtkova Brenčanja, med drugim pripravijo tudi pustno povorko, letos že 5. leto. Kako je bilo, kako vi doživljate ta dogodek? To je res dogodek, vsako leto je več ljudi tam. Tako da tudi vsi tisti, ki drugače morda ne bi prišli, pridejo na to povorko in z svojimi maskami inovativnost pokažejo tudi svojo inovativnost. In predvsem je pa pomembno, da so otroci zelo veseli tega, na koncu dobijo tudi krofe. Cela povorka gre po celi Mirni Peči in mislim, da je to res
oni se znajo potruditi, so inovativni in tudi zato jim je tudi bodoče in tudi že kar, mislim, da že 2 leti pripravijo skupaj s kulturnim društvom tudi pohod po poti Slakovem in Pavčkovem mladosti in tam se vedno nekaj novega dogodi. Pa ne nazadnje, vsak mesec v letu imamo neko dejavnost oziroma dogodek, ki je enkrat je za starejše, za mlajše, včasih za vse vrste generacij se lahko najde nekaj za sebe in to je tisto, kar v kraju potrebujemo, ne samo, da smo v tem občinskem prazniku 3 dni, da se poveselimo in zato sem jaz večkrat poudarjal, da je fajn, da bi tudi med letom se veliko krat dobili in to društvo privabi tudi ostale društve, da so lahko aktivni in da jih pri samih dogodkih sodeluje in na ta način lahko društvo v Mirni Peči lepo živijo in sodelujejo. Da pa se bolje počutijo tudi prebivalci, se povezujejo, združujejo in krepijo to lokalno pripadnost. Tako je. To je tisti cilj glaven, ker vsi ti mladi, ki sodelujejo s to inovativnostjo, privabljajo tudi ostale in če bo uspelo, da bomo res zanimirali čim več občanov, je to tisto, kar kraj potrebuje in lahko rečem, da na podeželju se to še dogaja in ljudje pridejo, se poveselijo in tudi znajo oblikovati take dejavnosti, ki so všečne tako za starejše, mlajše, za vse generacije. Velikonočni ponedeljek, ko pride, je vedno zelo glasno v vaši občini. Že 28. je potekal vseslovenski blagoslov motorjev. Letos znova rekorden, 18.000 motoristov in 2.000 gledalcev. Neverjetno. Neverjetno. Dejansko se kar težko zamišljamo, da toliko ljudi lahko sprejmemo. Ne? Tako da, tako veliko, ampak takrat je pač gibanje omejeno. Jaz sem se tudi pošalil na samem srečanju, da verjetno smo bili kar 4 ure neka mestna občina z takim številom prebivalcev. Ampak vsi tisti, ki tam živimo, ne, se zavedamo, da tisti dan je pač gibanje tako, kot je. Moramo biti strpni in dejansko prireditev zelo lepo poteče, dogodki so lepi, vsi tisti, ki pridejo, so prijazni. Mi jih pač pogostimo oziroma društvo se dobro organizira, Ampak je trebne z ostalimi društvi v Mirni Peči, da jih čim več poslužijo, kar je pač možno v tistih urah, potem se pa tudi lepo varno vračajo proti svojim domovom. Povejte, kakšna je energija na takšnem dogodku? Ja, to je čist drugačno, ker je brnenje, diši po benzinu, ampak to je res enkraten dogodek, ki se ga človek lahko samo predstavlja. Kako takšen majhen kraj izpelje eno takih največjih množičnih prireditev v Sloveniji? Ja, kraj mora živeti s tem, celoten kraj. In vsi tisti, ki pridejo tja, sami vejo, da se že avtomobile pusti prej, ker noter v Mirni Peči je skoraj nemogoče. In marsikaj doživijo, srečajo se različni ljudje iz različnih krajev, se med seboj pogovarjajo in na ta način tudi mi dobimo od drugih nekaj, pa predvsem je pa promocija za kraj tudi zelo velika. Povejte, bliža se pestra jesen, politično gledano, kakšni so vaši načrti na lokalnih volitvah? Ja, jaz sem že tudi nekako povedal javno, da se moja kariera zaključuje. To je 4. mandat. Jaz verjamem, da sem uspel, vsaj tako moj moto je bil, da sem župan vseh Mirnopečanov. Verjetno čisto vse nisem mogel zadovoljiti tako, kot bi želel. Predvsem pa bi želel to, da mislim poudariti to, da smo poskušali čim več. Mislim, da smo, jaz sem prihajal iz gospodarstva in tudi nikoli nisem bil poklicni župan. Odločil sem se predvsem takrat, ko so me nekako nagovorili, ni bilo moje želje nikoli biti župan, da bi delal tisto, kar se normalno v gospodarstvu dela. In zato smo tudi kar veliko energije vložili tudi v razvoj gospodarske, poslovno-gospodarske cone. To mogoče nekateri malo zamerijo, vendar vire, ki smo jih tam vlagali, nismo vlagali iz občinskega proračuna. Vire so v glavnem zagotavljali investitorji. Viri, ki pa bojo nastali po tej osnovani coni, bodo pa prišli v proračun občine Mirna Peč. In to je tisti moto, ki mene vedno pelje, da je trebno gospodarstvo postaviti na noge, potem bo kraj lahko bolje živel. Seveda je treba živeti v sožitju in tudi aktivno sodelovati pri umeščanju v prostor, kajti glih vsake industrije si tudi mi v Mirni Peči ne želimo in tudi kar nekaj smo se lepo prijazno dogovorili, da pač taka dejavnost ne sodi in tukaj pa zahteva kar aktivno delo same občinske uprave in lahko rečem, da sem imel dobro občinsko upravo, pridno, čeprav zelo malo številno za take dejavnosti, ki smo jih opravili dobrih 8-7 ljudi, ki je bilo, ne,
mislim, da smo se mogli kar fajn angažirati in delati izven tistega, kar je naš obseg dela, ampak nekako smo to uspeli pripraviti do tega. Ne. In naredilo se je ogromno, tudi jaz sem že malo številke tudi skupaj zbiral, ne, na tako tretjina sredstev v investicijah na cestnem področju, na komunalnem področju, v osnovnem šolstvu in šolskem izobraževanju. Vseh investicij v teh 4 mandatih je bilo preko 40 milijonov. Ne. Tako da tu za tako majhno občino ni tako malo, s tem, da smo uspeli približno polovico virov dobiti od drugot. Ostalo smo pa na tak ali drugačen način uspeli tudi zagotavljati. Tako da žal, nekateri bi še želeli, vendar mislim, da sem prišel v tisto obdobje, ki sem dosti aktiven bil v času službe, polnih 40 let, sedaj še kar nekaj, tako da mi teče za 48 leto. Bi želel še nekaj za domače, za družino, imam vnuke, ki pa bi tudi me kakšen dan več potrebovali, sedaj je bilo bolj malo časa. Tako da bom se pa temu bolj posvetil. Če bodo pa želeli kakšen željo, kakšen napotek, rade volje, sem verjamem, da ko novo moč pridemo, nove ideje, pa bo tudi mogoče boljše. Gospod župan, kaj bi ob koncu najinega pogovora sporočili gledalcem, gledalkam, občankam, občanom pred vašim praznikom? Predvsem bi želel, da pridejo na same dogodke v prazniku, na ta način dajo neko potrditev oziroma zahvalo tistim, ki se trudijo, da te prireditve ostanejo, in res hvala vsem tistim društvom, ki jih nismo niti omenili, posameznikom, da bo res ta prireditev uspela. Predvsem bi pa želel to, da občani cenijo tisto, kar naredimo, kajti tisto, kar se naredi dobrega, je za vse občane. Včasih imam njegov občutek, pri meni pa ni nič, ampak določene stvari so pomembne za vse občane, pa tudi družite se med sabo, pogovarjajte se in na ta način bo življenje lepše, bolj kulturno, in mislim, da moramo biti hvaležni, da živimo v taki lepem okraji, lepi domovini, ki ima mir, možnost razvoja, in ob tej priliki tudi čestitke ob dnevu državnosti. Dajmo spoštovati tako lokalna skupnost, svoj dom, domovino. Če bomo to spoštovali, bomo na ta način najlepše ohranili tudi svoj rod. Lep zaključek. Andrej Kastelic, župan občine Mirna Peč, to je bila vaša ura. Hvala lepa, ker ste bili naš gost. Hvala vam tudi za povabilo. Hvala lepa tudi vam, dragi gledalke in gledalci, za vašo pozornost. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav.